Balinanje je igra s kroglami. Je šport, ki ima svoje lige in tekmovanja. V mednarodnem tehničnem pravilniku je potek igre zapisan tako. Igra temelji na načelu, da igralci, ko pridejo na vrsto, poskušajo svoje krogle čim bolj približati predmetu, ki se imenuje balin. Igralci nasprotne ekipe poskušajo svoje krogle približati še bližje balinu oziroma z bijanjem odstraniti tiste krogle, ki to ovirajo. Na svetu se je ta igra pojavila že v času pred našim štetjem. Najstarejše krogle so našli iz leta 9000 pred našim štetjem med izkopavanjem neolitskega mesta Katalhojuk v Turčiji, a dokazov, da bi bile krogle namenjene igranju, ni. Bolj verjetno je bilo, da so ob upoštevanju takratne situacije in razvitosti v Mali Aziji bile uporabljene kot pripomoček pri vsakodnevnih opravilih. Krogle kot rekvizit pri igranju naj bi uporabljali v Egiptu v 5. tisočletju pred našim štetjem. Nekaj tisoč let kasneje, v času Grkov, naj bi obstajala igra s kroglami v obliki vaj, ki so bile namenjene predvsem izkazovanju in ohranjanju moči. Pomemben del je imela pri krepitvi in razvoju telesa, izboljšanja razsodnosti in ročnih spretnosti. Kroglo naj bi se metalo v daljino. Kasneje so Rimljani igro spremenili, saj je moral igralec kroglo čim bolj približati določeni točki. To fiksno točko je kasneje zamenjal tako imenovani balinec. Rimski vojščaki so recimo uporabljali kamnite, lesene ali vrvene krogle. To je začetek balinanja, kot ga poznamo danes. Omembe igre se pojavljajo še v 14. stoletju. Do leta 1319 naj bi bila igra s kroglami še igrana, dokler je ni rimski cesar Karel IV. Prepovedal, saj je njena popularnost presegla discipline in športne igre, ki so bile vojaškega značaja. Ponovno je zaživela v Franciji na pobudo medicinske fakultete v Montpellieru, ko so naznanili, da je to najboljša vaja za preprečevanje revmatizma. Obliko in način igranja, kot ga poznamo danes, je balinanje dobilo šele ob koncu 19. stoletja in to obdobje predstavlja začetek današnjega balinanja. Igra se je z migracijami, potovanji in mednarodnimi srečanji razširila po deželah celega sveta. V vsaki deželi se je razvijala drugače, zato poznamo več oblik in balinanju sorodnih iger. Danes zibelko balinanja predstavljata Italija in Francija. Od Rimljanov je z rimskimi legijami in popotniki ta igra s kroglami namreč potovala ravno tja, v francosko Provanso in v severno Italijo. Kdaj pa se je balinanje pojavilo v Sloveniji? V pisnih virih je najstarejša omenjena letnica v povezavi z balinanjem 1829, v slovenskih krajih naj bi se namreč pojavil v začetku 19. stoletja. V nekaterih virih je balinanje poimenovano kot kotreljanje krogel in bočanje. Na obali imamo kar nekaj balinarskih klubov. Obiskali smo balinarsko društvo Marjetica Koper in balinarski klub Korte. Trenutno pač imamo ime Marjetica Koper zaradi sponzorja, ne? To je od leta 2016. Smo pa nastali iz kluba Luka Koper. To je bil športna sekcija Luke Koper. To je bilo pa nekje v letih 1980 naprej. Točnega datuma ne vem povedati. Tako da tekmovalno pa smo začeli nekje cirka od 1990 naprej v različnih ligah. Prvo tle v Sloveniji, potem pa balinanje se je tudi razširilo po bivši državi. Večinoma pa zdaj igramo od leta, mislim, da je 2007 v najmočnejšem tekmovanju v državi, v Superligi, kjer pa smo imeli tudi določene uspehe. Recimo leta 2007 smo bili državni prvaki, v sezoni 2020-2021 smo bili podprvaki, v sezoni 2021-2022 pa smo bili na 3. mestu, v pravkar zaključeni sezoni pa smo bili na koncu 5. in žal malo prekratki za zaključiti turnir najboljše četverice. Kot sem rekel, klub obstaja že dolgo.
Večinoma smo trenutno zdaj tle mlajši igralci, nekje cirka starost je od 30 do 60 let. V klubu nas je cirka 20, od tega 15 registriranih igralcev, ki lahko igrajo državna tekmovanja. Nastopamo, kot sem rekel, v Superligi in na različnih državnih prvenstvih. Balinarski klub Korte deluje neprekinjeno 47 let. Zemljišče je v lasti občine Izola, upravlja ga BK Korte. Na njem je igrišče za treninge in tekmovanja ter klubski prostor za delovanje in druženje članov kluba. Vidnejše rezultate smo imeli pred leti v dveh obdobjih z nastopi v drugi državni ligi v članski konkurenci. Pred 15 leti smo v klubu začeli delati z mladimi, ki trenirajo in tekmujejo v 3 kategorijah od 10 do 18 let. Trening in tekmovanja obiskuje letno 15 do 20 mladih po programu, ki ga financira občina Izola. Vidnejši rezultati so v vseh obdobjih v državnih prvenstvih, državnih ligah in smo v vrhu z največ registriranih igralk in igralcev. Nekoč je balinanje veljalo za gostilniški šport. Kako se je spremenilo od nekoč do danes? Začelo se je ponavadi tako, da vsaka vas je imela gostilno. V gostilni je bilo eno igrišče, ko so se recimo proti večeru ali pa v nedeljo po maši za kosilo zbirali večinoma, moški, ki so se recimo po delovnem tednu na poljih, njivah zbirali v gostilni, spili kozarec, nekaj pojedli pa vrgljeno na boče, bi rekli tle. Tako da začelo se je tako, kot sem rekel, potem je na balinanje napredovalo. Začelo se je, prvo so bile lesene kugle, v začetkih, ker seveda ni bilo niti finančnih sredstev, niti zmožnosti. Zdaj pa imamo, kovinske kugle z različnimi polnili. Balinanje napreduje, vedno več je, starejših. Želeli bi si pa, da je vedno več manjših, ampak to, je kar velik problem. Kot v drugih športih jim ponujamo, še malenkost več, in je pa mlade zelo težko privabiti in še teže potem zadržati. To so večinoma, ali so kakšni vnuki, sini bivših balinarjev, tako da in ostanejo v tem športu, zares tisti, ki so entuzijasti ali pa tako dobri, da potem pridejo na nek državni nivo, potem je tle reprezentanca, mednarodna tekmovanja. Tle z obale smo imeli, tudi nekaj zelo kvalitetnih tekmovalcev, bi rekel, tle bi poudaril Đorđević Nikola z Portoroža, z Antene Portorož. Potem smo imeli recimo Luka Blažević z Izole. Zdaj je trenutno, kar v fokusu ne samo balinanja, tudi Rafa balinanja, Luka Sedmak iz Kort. Tako da se razvija, napreduje balinanje in želimo pa si, da bi bilo vedno več mlajših. Ja, to so balinali vaščani. Jaz konkretno, ko sem končal, jaz sem bil v nogometu, sem bil aktiven igralec. Za mladince sem igral v Izoli, potem sem tu za naše člane v Kortah in ko sem imel 33 let, zaradi poškodbe sem pustil nogomet in smo prišli še s 3-4 smo prišli pogledati v Korte na balinišče, ki so rekli, da balinajo. In smo prišli pogledati. In prvi občutek je bil slab, ker kaj je bilo, so bili starejši ljudje in so samo bližali. In nam ni odgovarjalo. Smo šli nazaj na stadion, na Malijo, kot rezerve smo bili tam na klopcih in smo čakali, če nas bojo rabili. Potem je en možakar iz Izole, ko je začel zidati hišo tu v Kortah, je tudi balinar in se je začelo govoriti po vasi, da je prišel ta možakar zidati hišo in da je dober balinar. In da tudi zbija. In mi smo spet prišli sem, da kaj to zbija, ne? Nismo znali, kaj je to. In ko pridemo sem, vidimo tega možakarja, to je Barut Jadran, naš dolgoletni balinar, je on res to zbijal in je tudi zadeval.
Ne? In mi smo gledali tu, sem rekel, in pol je rekel, fantje, pridite, treba to pomladiti, ker mi smo stari, oni ne znajo zbijati, treba mlade, vam bom pokazal, pa boste vi probali, kako vam bo šlo, pa če boste hoteli, boste ostali. In pol se je tako začelo. Ne? S tem smo pol začeli mi balinati. Športno balinanje pa se je pričelo v letu 1949. Pobudniki in ustanovitelji športnega balinanja v Sloveniji so bili Avgust Petrovčič, Milko Gornik in Romeo Basin. Leta 1954 je bil prvi nastop slovenskih tekmovalcev v državni reprezentanci. Kdaj pa se je začelo balinanje na Primorskem? Recimo tle na Primorskem, sicer točnih podatkov ne vem, bom rekel kar globalno za Slovenijo. Po onemu, kar sem jaz malo raziskoval, je nekje balinanje prišlo v Slovenijo tam nekje po prvi svetovni vojni, preko Francije, Italije je prišlo k nam. Bom rekel, tle na obali je pa to začelo tekmovanje, recimo športno tekmovanje, nekje od leta 1960 naprej. Leta 1980 se je ustanovila območna balinarska zveza Slovenske Istre, ki je v začetku štela par klubov in zdaj trenutno v tej zvezi je cirka 15 klubov, ki so moški, nekateri pa imajo tudi ženske sekcije. Tako bom rekel, da balinanje je kar globoko zakoreninjen v naše okolje in to so delali že naši nonoti, očetje in to bo šlo še naprej, tako bom rekel. No. Nivo balinanja na Primorskem se je skozi čas spreminjal. Kakšna je situacija danes? Trenutno imamo v najvišjem rangu tekmovanja v najboljši ligi v Sloveniji, Superligi, balinski klub Marjetica Koper, katerega sem tudi član sam. Pred leti je bilo tle še balinarsko društvo Antena Portorož. Večinoma pa v 10-članski najmočnejši Superligi so primorski klubi, bom rekel Obala, Goriška, Postojnska, Bistriška, potem pa imamo enega superligaša iz Ljubljane, enega Škofje Loke, eden je še iz Velenja in to je to. To se pravi 17 je tle z primorskega konca, kar bo rekel kaže na to, da je balinanje na Primorskem in na obali kar razširjeno in bo rekel tudi kvalitetno. No? V času, ko se je balinanje razvijalo, je prišlo do kar nekaj sprememb. V kontekstu prostore za balinanje, materialu na igrišču in pravilih. Včasih so bila to igrišča z 1-2 stezami, peščena igrišča. Zdaj so to večinoma vse asfaltirana igrišča, na katere se potem da poseben pesek in potem se tle balina. Kot vidite, smo v enem objektu, ki je, mislim, da je eden izmed najlepših ne na obali ali pa Primorskem, ampak v Sloveniji in širše, kar gre zahvala zares občini Koper in seveda tudi potem državi, ki se vlečejo ta sredstva, da smo uspeli zgraditi tak objekt, ki služi temu namenu. Bila je v Kopru še ena dvorana na Bonifiki, ki pa zdaj pač služi drugemu namenu. Imamo pa še na obali kar nekaj objektov, recimo na Belem križu je tudi šotor, v Svetem Antonu je balinarska dvorana. Na splošno Primorska je posejana z, bi rekel, kar z ogromnim številom zaprtih objektov. Zanimivo v notranjosti Slovenije, recimo Ljubljana ali pa še, bom rekel, Gorenjska, je teh dvoran bistveno manj. Mogoče tudi okolje, ne bom rekel, da ni tako, kot da imamo Primorci to v genih, to naše balinanje, tako da zares damo maksimalno, kar se da, tako bom rekel. Nekoč sta bila samo dva, zdaj so tu 4-stezno balinišče, nekoč so bile samo 2 stezi, ker je dovoljevalo tekmovanja. Ko je dovoljevalo tekmovanja na 2 stezah, je bilo 2-stezno balinišče. V 90-ih letih je Balinarska zveza dala pogoj,
da se ekipe povečujejo, s tem se je tudi balinanje razširilo na 4-stezno balinišče. Nekoč je bilo pa tako, zdaj so igrišča asfaltirana, imajo ali betonirana s trdo podlago, ker nekoč so bila igrišča mehka. In po teh igriščih smo mogli valjarje vleči, močiti, da se je to utrdilo, da smo lahko pol spomladi začeli balinati in čez poletje, ker po zimi se ni dalo balinati, ker je bilo premehko, ne? Predhodnica balinanja naj bi bila igra igrana v času rimskih bitk proti Kartažanom v času 264 pred našim štetjem. Vojščaki so izbrali manjši kamen, ki so ga vrgli prvega, imenovali so ga vodja. Nato so k njemu metali večje kamne, ki so se vodji morali čim bolj približati. Igrali so do 16 ali 24 točk, ekipo pa je sestavljalo 2, 4, 6 ali 8 mož. Igra se je postopoma širila, v srednjem veku pa postala tako popularna, da so jo ljudje igrali v parkih in na ulicah. Včasih se je to igralo do 13 točk. To se pravi, igralo pa se je neomejeno. Ko so naši nonoti igrali, je bilo tudi tekma po 2-3 ure, samo za eno disciplino. Zdaj je časovno omejeno na uro 15 ali pa do 13 točk, kar prej dosežeš. S tem, da tle se je potem vključilo, da bi se malo bolj povečal interes mladih igralcev, še neke tehnične discipline, v katerih mladi igralci recimo tečejo in morajo zares te fantje biti, bo rekel, ne samo balinarji, ampak že atleti, se morajo tudi fizično pripraviti za taka tekmovanja, ker to se teče 5 minut. Kugle so postavljene na določene pozicije in se premika po igrišču naprej in potem naknadno tudi bliža. Tako da te fantje, bo rekel, so kar atleti, ne pa balinarji, tako bo rekel. Tekma traja dolgo, ne? Tekma traja 4 ure in je težko tam biti 4 ure, ne? Tudi če te zanima, ne? Gledajo pa večinoma samo uniki balinajo, uniki ne. Ja, je tudi trajalo, tudi so bili turniri tudi več ur, ne? Tudi po 10-12 ur. Ja, in je bilo, skozi se je dogajalo, ne? Zdaj, danes pa tega ni več, ne? Je zelo, zelo redko. Pa je bilo balinanje bolj cenjeno nekoč ali danes? Včasih se je igralo, kot sem rekel, za liter, pa za nekaj, za eno pašto ali kaj takega. Zdaj pa je to že, bo rekel, kar kar močen šport, bo rekel, kar se udeležujemo evropskih prvenstev, svetovnih prvenstev, sredozemske igre. Želeli bi si, kot sem rekel že prej, tudi olimpijske igre, trenutno ni, upajmo, da v bodoče bo, to se pravi, gre balinanje vsekakor, prej je bilo to bolj amatersko in ljubiteljsko, zdaj pa bom rekel, je že to športna disciplina in šport, pravi športno. Danes je balinanje dosti bolj cenjeno kot nekoč, ker so tudi, danes se balina po pravilih, po mednarodnih pravilih v sklopu Balinarske zveze Slovenije. Enkrat se ni balinalo po pravilih, je bila prosta igra, zdaj je pa se dosti igra, mislim, je dosti po pravilih in je še z disciplin v balinanju. So pa zadnje leta forsirane tehnične discipline zaradi pomladitev ekip. Ker ti starejši, ko smo, bomo počasi nehali in rabimo mlade in zato se trudijo na Balinarski zvezi, da precej teh tehničnih disciplin dajo v kolektivno igro, da je to, da poživi, da se pomladi te klube. Samo zaenkrat je tako, no. Ma ne, sej, bo, ne. Glej, tako je, cenjen je bolj danes ta šport, zaradi pravilnih tekmovanj, ni pa gledan, kot je bilo gledano enkrat. To je ta razlika. Enkrat je bilo dosti bolj gledano. Nekoč so gledali Vaščani, tako, gostilni, ki je bilo pri gostilnih ta igrišča, in ni dosti gledalcev. Enkrat je bilo po 200-300 gledalcev na tekmi. Ja, to je nekaj neverjetnega. To je res bilo enkratno. Takrat, če si stopil na igrišče na tekmi, si bil glavni. Si bil cenjen, si bil gledan. Kljub temu, da so nekoč balinali samo starejši moški, pa ta šport nikakor ni namenjen samo njim. Klubi sedaj še posebej vlagajo v to, da bi se ekipe pomladilo. Ja, vedno se je to začelo pač, da so bili malo starejši. Zdaj pa tisti, ki so bili takrat mali, so zdaj stari, ne. Tako da, bom rekel,
želja našega kluba, našega vodstva, mene osebno je, da bi čim več mladih pripeljali v ta šport, da bi to našo, balinanje potem še prenašali naslednjim generacijam, rodovom. Bom pa rekel, je pa verjetno kar starostna kar visoka meja. Želeli pa bi si, da je to bistveno populacija mlajša. Klub je obstajal že mogoče 10 let. Ja, takrat je bil že klub. In potem, takoj, ko smo mi začeli, smo takoj pomladili ekipo. So nam dali takoj možnost in smo takoj začeli igrati. In to je bilo prvo obdobje, ki smo šli tudi v drugo državno ligo. Smo igrali 2 leti. Potem smo spet izpadli v obalno ligo. In potem, čez 10 let, je bilo drugo obdobje, ki smo spet šli v drugo državno ligo. In potem 2-3 leta in zdaj pa smo zadnja leta v obalni ligi, tu Liga OBZ Slovenska Istra. Zadnjih 5 let pa nimamo več članske ekipe, ker mi smo prestari in delamo na mladih. Zdaj imamo tu 3 kategorije, od 10 do 15 let. Tu je cirka 15 do 20 mladih, fantov in punc. In smo najštevilčnejši v Sloveniji. Nas je dosti, registriranih, teh fantov in punc. Uspehe pa imamo solidne. Nismo v vrhu, smo pa skozi aktivni po državnih prvenstvih, v ligah. Med mladimi balinarskimi nadobudneži je 15-letni Luka Sedmak, ki že žanje uspehe v tem športu. Ko sem zaključil z treniranjem nogometa, ki sem prej 8 let treniral nogomet, me je zanimalo, kaj še v Kortah se odvija, tako, in sem prišel pogledati balinanje, ki mi je prijatelj rekel, da balinajo, in zdaj 2 leti treniram balinanje. Balinanje prvi dan, ko sem prišel sem, mi je bilo všeč in sem se odločil, da bom začel to trenirati. Zdaj, prva moja medalja, ki sem jo dobil, je bila na državnih prvenstvih, 2. mesto sem osvojil. In pol sem bil izbran v reprezentanco, ožji krog, sem šel na tekmovanje na Hrvaško, proti Hrvaški in tudi oni so pol prišli k nam. In zdaj, 2 meseca nazaj, sem pa osvojil 3. mesto na Evropskem prvenstvu. Lukova sestra Lara se je prav tako začela ukvarjati z balinanjem, trenira ga že 2 leti. Ko se je Luka, ker prvič me balinanje ni zanimalo, ker ni bilo zanimivo, ker samo bližali. Potem pa s časom sem se vedno bolj začela zanimati za balinanje, ker je postajalo vedno bolj zanimivo, ker si zbijal in nisi samo bližal. Kot kaže, balinanje ostaja in nekaj zanimanja zanj je tudi med mladimi. Trenutno je 2500 registriranih igralcev, približno 10 000 jih je rekreativnih, zato lahko sklenemo, da je balinanje kar razširjeno in se bo razvijalo še naprej. Cilj je tudi, da bi balinanje postal olimpijski šport.